Kaj je novega v zvezi z revizijo? Revizija, ki jo je naročilo ministrstvo, je bila sodno zadržana. Kot rektor bi bil postavljen v položaj, ko bi z njeno izvedbo kršil zakon o revidiranju. Je pa bilo v interesu naše univerze, da se revizija o očitkih iz anonimke izpelje. Zato smo skladno avtonomiji univerze naročili zunanjo revizijo pri neodvisni revizorski hiši. Prvo poročilo kaže, da so vsi očitki neutemeljeni. Kaj novega s kampusom Livade in z vračilom zahtevanega denarja? Nenamenske porabe 441 tisoč evrov ni bilo. Ravno nasprotno. Z ministroma Lukšičem in Turkom smo sklenili 3 anekse, s katerim smo uredili podaljšanje porabe sredstev v Livadah. Tako smo potem prvi stolpič pripeljali do konca gradbenih del. Na vrsti je notranja oprema, zanjo pa potrebujemo sprostitev poroštvenega kredita, ki univerzi pripada vse od leta 2007. Resorno ministrstvo je zanj že dalo soglasje. Zakaj ste se odločili, da sodno izpodbijate revizijo? Šlo je zgolj za kompetenčni spor med ministrstvom in Univerzo na Primorskem. 47. člen zakona o revidiranju jasno pove, da se pogodba sklene med revizorsko hišo in revidirancem, v tem primeru univerzo. Ves čas poudarjate, torej, da je delovanje univerze transparentno, pa vam ne bi morda celo koristilo, če bi dovolili revizijsko, ministrstvo, da angažira? Kot rečeno, gre za kompetenčni spor. Skratka, gre za to, kdo je avtonomen v tem odločanju. In v tem primeru gre za to, da je univerza avtonomna v tem segmentu. Gre torej za neke formalne razloge, pri katerih... Kompetenčni spor, nič drugega. To je, kar se tiče revizije, potem pa kampus... Se je tudi ministrstvo, torej tudi sodišče je povedalo, Vrhovno sodišče je jasno povedalo, kako in kaj. Pri kampusu pa verjetno, ne vem, kaj vas tam zanima, še kaj. Ja, vse ste povedali jasno. Še kaj, s tole vračilom, ne? Kako zdaj to pravobranilstvo prevzelo, ne? Kako komentirate? To je, mislim, da... Već ko še snemanje? Ja, kar izvoli. Torej, primer kampusa je sedaj prevzelo pravobranilstvo. Kako to komentirate? Mi torej o tem ne vemo nič. So pa tovrstni postopki in tovrstne tožbe niso nič neobičajnega v takih primerih. Naša univerza oziroma ministrstvo ima do naše univerze konkretno v tem primeru, v tem trenutku odprti 2 tožbi za nenamensko porabo sredstev iz časa rektorjevanja gospe Lucije Čok. Kako boste pristopili? Tako kot do teh 2 tožb, ki jih tudi mora servisirati naša univerza, tako kot tisti 2, tudi ta, če bo do nje prišlo. Torej, denarja ne boste vrnili, boste pa spor reševali na sodišču? Ja, ko se 2 ne moreta dogovoriti, potem pride najprej mediacija 3. in če se tudi ta mediacija ne uspe, so potem pač, kot rečeno, tožbeni postopki. Še enkrat ponovim, 2 tožbi z leta 2000 za nenamensko porabo, domnevno nenamensko porabo iz leta 2007, tečejo strani države do naše univerze. Mogoče še to, v kakšnih odnosih ste z ministrstvom, tečemo kakšni neformalni pogovori v tem zvezi? Z ministrstvom in tudi z gospodom ministrom, žal mi je, da očitno odhajajo, smo v dobrih odnosih, tako pri vprašanju zakona, kot tudi pri vprašanju predvsem kampusa Livade, kjer je tudi v interesu ministrstva, kot v našem interesu občine Izola, mislim, da celotne Obale, da se prvi stolpič izpelje do konca. Ministrstvo se zaveda, da še ena prazna stavba bi bila slaba izkaznica za to državo in za ministrstvo. Glede zakona pa mislim, da tudi smo dobro sodelovali, predvsem smo dosegli, da se nekatere ključne zadeve za to univerzo postale del predloga. Vprašanje pa seveda je, kakšno usodo bo ta zakon doživel. Ključno pa za nas je bilo to, da se tisti finančni del, kjer govorimo ves čas o podfinanciranosti, tudi s podpisom vseh drugih 3 rektorjev, bo prišel v prihodne določbe, kjer bo
zapisano, da se ob povečanju sredstev upošteva podfinanciranost naše univerze. Tudi če do zakona ne bo prišlo, bo pa to nek akt pripoznavanja različne štartne osnove za našo univerzo. Ste hoteli še kaj posebej poudariti? Ne, nič drugega kot to, da upam, da bomo v bodoče sodelovali tako, kot se pritiče dvema najpomembnejšima javnima institucijama na Obali.